Osebne izkušnje posameznikov, ki pridejo pred invalidsko komisijo, so pravzaprav boleče, tudi neverjetne. Kako jih komentirate kot strokovnjak, kot zdravnik? Jaz bi pohvalil ZPIZ, ki je organiziral pred kratkim eno srečanje z nami in tudi z eno od naših pacientk, kjer smo poskušali članom izpitnih komisij nekako bolj iz strokovne in tudi iz njihove laične plati orisati te situacije, s katerimi se srečujejo bolniki z genetskimi obolenji oči. Tukaj bi zlasti izpostavil, da je potrebno nekako tem opredelitvam v naših izvidih slediti na način, ki morda ni tako faktografsko, bi rekel, precizen, kar se tiče vrednotenja samo številk, vidnih polj in ostrine vida, ampak dejansko imajo ti pacienti lahko zelo dobro ostrino vida in zelo široko na preiskavah vidno polje, imajo pa recimo izpad v tem paracentralnem delu, ki je za življenje najpomembnejši. In nekako je velikokrat tukaj prišlo do stvari, za katere verjetno ti torej zdravniki v komisijah niso bili dovolj usposobljeni, da bi jih pravilno vrednotili, in je prišlo tudi do zavrnitev vlog, ki so jih pacienti popolnoma upravičeno vlagali, tako da smo morali velikokrat pisati dodatne obrazložitve teh situacij. Rekel bi, da je pa ena od res ključnih sistemskih pomanjkljivosti to, da je nekdo, ki recimo ima situacijo, da oslepi oziroma ni več sposoben za delo po že neki določeni delovni dobi, upravičen do invalidskih ugodnosti, medtem ko tisti, ki so nekako do tega stanja prišli v času študija ali recimo v srednjih šolah, pa nikoli niso bili zaposleni, pravzaprav pri nas v našem socialnem sistemu nimajo mesta, da bi lahko socialni sistem sploh jim dal neko redno nadomestilo za to svojo situacijo, razen dodatka za tujo pomoč in postrežbo, ki pa je precej omejen. Tako da ti ljudje pravzaprav dejansko so izključeni iz nekega socialnega sistema, v katerem bi bili lahko tudi finančno samostojni. In to je treba zelo jasno poudariti in čim prej urediti v našem socialnem sistemu.